Velikokrat se soočamo z predlogi in z vprašanji študentov, zakaj ne sodelujemo več v praksi podjetij in ta dogodek, ki smo mu priča danes in ki je posledica tega, kar se je dogajalo skozi cel semester, je ravno prispevek k odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti oziroma je na priložnost, da se študentje že v času študija soočijo z problemi, ki prihajajo pravzaprav iz dejanskega realnega okolja. Študenti so seveda skozi svoje dosedanje izobraževanje dobili dobre teoretične podlage, ki pa seveda brez implementacije v prakso ne pomenijo dovolj dober temelj za delo potem v samih podjetjih ali drugih vrstah organizacij. Zato je to prepletanje teoretičnega in praktičnega dela oziroma povezovanje teorije in prakse eden izmed bolj pomembnih pristopov ne samo za študente, ki torej krepijo sinergijska znanja, ampak tudi za podjetje, da dobijo pa neke nove rešitve, o katerih v bistvu sami niti niso razmišljali. Skozi te projekte ugotovijo, da je teorija nujno potrebna za to, da lahko rešujejo probleme iz prakse in po drugi strani svoje izkušnje iz prakse so pa nujno potrebne za to, da lahko razumejo teoretične koncepte, ki govorijo o nečem, s čemer oni v študijskem procesu ne dobivajo oziroma s čemer ne pridejo v stik. Torej ta povezava enega in drugega daje celovitost razvoja v razvoju študenta v času študija. Definitivno je pa vse skupaj, to je ta celotni projekt dobra neka referenca pri kasnejšem iskanju zaposlitve ali pa neki sami karierni celostni poti. Za taka mala podjetja, kot smo mi, ko nimaš toliko ljudi vsakega za neko področje, so tako znanja, da lahko uporabiš bodoče ekonomiste ali bilo katero znanje na kateremkoli področju pri študentih, ki zaključujejo ali so na začetku in so pripravljeni nekaj takega narediti, da je to za nas izrednega pomena. In tudi to sodelovanje s tehnološkim parkom, ko se ti vseeno lahko pomagaš, ker za vse ne moreš imeti, nekoga pa vse ne moreš vedeti. Po drugi strani smo pa tudi imeli mentorstvo, ko nas je orientiralo, tako da smo lahko res tu uporabili teoretično znanje zelo praktično, kar je namen vsega tega. Ja, mislim, da so tudi gospa za svoje podjetje pridobila nekaj pozitivnega in da mi smo pridobili nekaj pozitivnega. Mi smo pridobili znanje in pa neko prakso, zdaj za tem gospa pa... Samo končno rešitev. Tako.